še dolg. Uživaj v naravi, sprosti se. Kako je fajn, tišina, mir, ptički. Žubori. Tak samičkano. Ja. A ti to resno? Jaz sem razmišljal, pol leta je za nami, a ne? A si imela kakšne novoletne zaobljube, pa kakšne cilje, ki si jih zadala za novo leto, pa koliko si kaj dosegla od tega, kar si zadala? Ja, v bistvu sem si res zadala nekaj ciljev. Sicer na prvo mesto sem postavila svoje spanje, ker sem ugotovila, da malo šepa in tukaj ne popuščam, oziroma bom tako rekla, mi zelo dobro uspeva. Drugi cilj je bil manjša uporaba telefona, tudi tu mi gre kar dobro. Tretji je bil, da si v bistvu več časa vzamem za prijatelje. Tle sem slaba, sorry vsem, se bom potrudila v naslednji polovici leta. In ohraniti čim več gibanja v naravi. Tako da, ja, bi ocenila, da sem 80% uspešna. Kako si pa ti preživel prvo polovico leta in kak imaš kaj načrte za naslednjo polovico, glede na to, da si ful aktiven, letaš naokrog, delaš ogromno enih projektov, kako ti uspe shendlati vse to skupaj s prijatelji in s prostim časom in s počitkom? V bistvu prvo polovico sem kar veliko delal, ampak meni ta lifestyle, da si skozi busy, da si skozi nekje okoli in natempiran, mi kar odgovarja. No. Tako da bom rekel, da bom kaj veliko spremenil, ker mi je všeč to. Imam ene par potovanj službenih v planu. Rad bi pa mogoče malo več časa si vzel za sebe, za takšne trenutke, da grem malo z avtom kampirati. Jaz drugače za vnaprej imam pa v planu, zdaj delam za gorskega reševalca, imam izpite letos. V začetek drugega leta imamo izpite za alpinista, tako če bo vse po sreč, da to zaključim, manjka mi še nekaj vzponov, tako da rabim zdaj med poletjem ful veliko plezati. In rad bi šel kaj več overlanda, to pomeni z avtom potovati, kakšna, ne vem, Norveška, Turčija, kaj tasga, na kakšen daljši trip bi rad šel. Zdaj, narava nas sprošča in vsekakor povezuje. Včasih pa tudi nahrani tega našega notranjega otroka, ker ko se igraš v naravi oziroma postavljaš razne šotore in bivake, si kreativen. In to je to, kar nas združuje in na koncu sprošča. Tako da, nič. Ej! Daj prid mi že pomagati! Evo, se vidimo naslednji mesec. Čau, čau!